Prav lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Prekrasno vzdušje v Murski Soboti. Kot smo že slišali v našem studiu, nogometni praznik, nabito polne tribune. Tudi glasno bo na teh tribunah zagotovo v nadaljevanju dvoboja, ki ga že težko pričakujemo med Muro in Mariborom. Nič čudnega, da je tako vzdušje, kajti po 5 letih se Mariborčani kot nekako moštvo, ki je v Sloveniji v zadnjih letih osvojilo največ naslovov državnega prvaka, in po 5 letih se Mariborčani v prvoligaškem obračunu vračajo na Fazanerijo. Prvi kot za Muro, nevarnost za Jasmina Handanovića, torej za mariborski gol. To je bila podaja po tlehu, kazenski prostor, prav Bobičanec je podal in zdaj še enkrat nevarno je, žoga je v mreži, Mura vodi 1-0 na začetku 9. minute. Najprej po kotu akcije ni bilo, sledila je še druga podaja v kazenski prostor in veselje na tribunah je izjemno, kajti seveda prevladujejo domači navijači. Mura je proti Mariboru zgodaj povedla. Žoga v kazenski prostor, znova je nevarno, nov poskus z glavo. Šturm potem v nadaljevanju z glavo, glede na to, da je eden najnižjih, celo najnižji na igrišču, ni uspel. Zdaj le Klinarjeva podaja v sredino, Zahovic z glavo prek vrat Obradovića. Nedvomno težko komentirati. Bobičanec neposredno proti vratom, zadel okvir vrat in potem iz druge strelec Aleksandar Bošković, branilec, ki je bil na mestu. 2-0 za Muro. Ja, to pa je res že lepa prednost v tem prvem polčasu. Ja, Mura je agresivnejša, Mura je nagrajena za vse to. Ko je Marko Tavares še sedel trdno na klopi, tole je priložnost, zdaj le se je Handanović izkazal po strelu Karničnika. Netočna podaja, ki je razjezila navijače Maribora, ki so na stadionu. Karničnik, znova nekaj prostora, morda za naslednjo zaključno žogico. Murašev žoga je na koncu, ki je na golovi črti, je tudi prešla golovo črto. Težko je reči, tudi v zadnjem kolu smo videli nekaj podobnih situacij. Počasni posnetek bo morda razkril, ampak zdaj je žoga v mreži, 3-0. 66. minuta, tresejo se tribune na Fazaneriji. Zdaj ni več pomembno, ali je bila prej žoga v golu ali ne, na koncu Mura vodi že s 3-0. Ja, enostavno se je Maribor preveč igral, preveč odprti v drugem polčasu in tole je četrta, pravzaprav 100% priložnost Mure je končno končala v mreži. Nekako se je, lahko rečemo, igra Maribora razpadla z dokaj tveganimi menjavami Darka Milaniča. Kazenski prostor, Hotić je na levi strani, Hotić in Kous, Hotić v sredino, je tole morda priložnost mimo vrat Obradovića. Kaj več kot veliko borbenosti in vsaka dobra poteza se gleda popolnoma drugače kot na tistih srečanjih, v katerih je Mura nekako favorit. Ja, še ena in zato je toliko lažje prav za te mlajše igralce Mure, da se pokažejo v boljši luči. Poskušal Obradović in gol zdaj le Maribora. Gol Maribora v 85. minuti. Santos je zadev. Ja, Santos je zaslužil ta zadetek, res poskuša največ v tem drugem polčasu od Mariborčanov. Dodatnega časa je odmeril Kajtazović, to bo pokazal četrti sodnik Rade Obrenović, medtem ko je znova v napadu Mura. Bobičanec strelja, gol Bobičanca! No, pa sva ga dočakala. Bobičanec je nadgradil svojo igro danes, tudi z golom. Slekel je zdaj le dres, dobil bo za to rumeni karton, toda nič narobe. Številka 8 pri Muri. Luka Bobičanec, tudi on z debitantskim golom v prvi slovenski nogometni ligi. Težko je zdaj povedati, kaj je prevladovalo. Definitivno je danes prevladala naša želja, naš pristop do tega grba, kaj ga nosimo, do dresa, ki ga imamo, kar je bilo malo pogrešati v zadnjih 2 tekmah. Kljub temu, da so bile
situacije, kateri bi lahko iskali razloge, ampak definitivno je danes pokazal odgovornost tega dresa, ki ga nosiš, kvaliteta naš nikoli ni bila vprašljiva. Glavni in edini razlog je ta, da enostavno generalno nismo bili pravi, da je bilo veliko tekaško nerazpoloženih igralcev in tekma se je zelo hitro obrnila domačinu v korist, ko so nam zadeli prvič, potem v prvem polčasu tudi drugič. Drugi polčas definitivno z naše strani izredno veliko rizika in zelo odprto smo šli, da bi nam mogoče uspelo to preobrniti, vendar nismo bili niti blizu.